Kaj se zgodi? Sestra me je klicala. A veš, sem poročila. V smislu, da se je že kaj zgodilo? Ja, pa se v bistvu to je huda novica. Ona je bila, da sem jaz njena priča, si predstavlja. Sploh ne vem, kaj ne oblečem, kje ne začnem, kako se to dela. Ma ja, čestiti. Se ti sprava za take ceremonije? Mal pa sem, a ne? Jaz. Ti, ima še nekaj enega. Povej. A veš, kdo bo priča od Janeza? Ja. Ti. Čestitke. Kaj? To je resna stvar, ženska. Kakšna panika. Podpišeš tam, kar ti rečejo, pa lep moraš biti, a ne? Da nam ženinu sramote delu. Ja, pa če ne prideš lep, pa ženinu sramoto narediš? Joša, hecala sem se, šala. Ampak veš kaj, pa ni šala. Kaj? Ja, da je treba darilo kupiti. Ojoj. Darilo. Aha. Kaj bo pa kupila? Ja, ne vem. Neki bolj tako. Juhu. Dobar dan. Kaj je to trgovina za male živali? Skoraj, ne, zlatarno imam tukaj. To je pa oseba. Ta pa je orhan. Ja, to so pa tisti, ki radi odnašajo zlate prste, ne? Točno tako. Pa prinašajo. No, midva bi v bistvu kupila kaj zlata, kakšen lep nakit iščeva. Ja, potem pa predlagam, da najbolj malo pogledate v vitrine, kaj imam narejeno. Mogoče, da vam... Da ste mojsterski izdelovalec unikatnega nakita. Iščeva v bistvu poročno darilo za mojčino sestro, pa ne vem ravno, kaj bi kupila. Imate mogoče kak katalog? Aha, ja, seveda imam. Kar izvolite, kar vzete se, da malo pogledate katalog iz raznih izdelki, kaj sem izdeloval. Sami unikati. Seveda. A imate mogoče, ker midva žal nima časa naročiti enega unikata, kaj pripravljenega že, mogoče kako grlico? Aha, ja. Tli steli smo en kontrol, eno grlico, tako pokažem. To je recimo ta. Škorpioni. Ja. Ta ima pa zgodbo. Ja, ima. Jaz sem bil na počitnice na Silvi in tam pa je marsikaj, škorpione in seveda to je inspiracije še pa še. Vidim veliko tehnik. Ja, uporabljam vse različne zlatarske tehnike, emaliranje, to je stele recimo emalirano srebro, pa tudi 18-kratno zlato. S čim se pa emalira? To v bistvu je eno vrst steklo. Veš kaj, mal gor ali dol, tale ogrlica je čudovita, to bi jaz vzela za sestro. Samo pa še eno novico, a veš, da rabva tudi za Janeza, ne? Rabva pa tudi za možjanjega. Ja, ampak mogoče bi tudi kakšna imitacija, narava, živali, v to smer. Aha, ja. To stele gotovo nimam, sam lahko pokažem recimo en krigelček, ki je zelo moška zadeva, ki lahko nadim. Zdaj pa zadel žebljico. No, to je recimo krigelček za pivo. Izvolite, da malo pogledate. A vi iz tega pivo pijete? Seveda, obvezno. Ja, sem z varnostniki. No, mogoče kaj manjšega. Mogoče kak kelih manjši. Za šnopček. Ja, lahko tudi, no. Bom pokazal, seveda. Ena majhna čašica. A vse stranke te postrežete tako hiter, čarovnik. Jaz mislim, da smo se odločili. Definitivno. Hitro in učinkovito. In najbolj unikatno. To je pa čudež. Če ste pa toliko fajn stranke, lahko vas povabim, da malo pogledate, kako se izdeluje nakit. No, fino, potem gremo pogledati. Lahko predstavljam, to je moja sodelavka, Matija Oblit. Živjo, kaj pa delate? Na našem email. Aha.
na srebrno vložko, ki zdaj izdeljujeva. In ta emalj bova potem zapekla v peči. Emalj je pa kakšna snov? To je podobno steklu, je zdrobljen in zdaj ga kot zdrobljenega nanašam in potem se bo ob visoki temperaturi stalilo. Pa barve se bodo tudi spremenile? Nekatere se bodo kar precej spremenile. Je pa vedno ena skrivnost, kaj nastane, vedno en eksperiment. Ki je ena redka tehnika, ki je v bistvu danes še precej izgubljen in veliko zlatarji iz ognja to, ker v bistvu je vedno ena uganka, kaj bo rato iz tvojim komadom. Ja. Zdaj bom jaz malo pokazal, kako pa izgleda pečenje od tale vložka, ki Martina je majko dala. To je pa napet, no? Je. Druge barve, samo tam ni ta barve. Barve se spremenijo v tem trenutku, ki se ohladi. Zdaj počasi pride zelen ven, počasi prideš tudi rumen ven, rdeč se da še nič ne vidi. Ta neki čas, da imaš res ta prave barve. Ja, ta pa izgleda kar v redu, to bo ena lepa vložka. Tija, misliš, da sva se prav odločila, ali da pričakujete kakšen mali gospodinjski aparat? Ja, mogoče kuhno. Potemle. Ne. Tega unga krokorja pa sploh ne moram pozabiti. Kaj so nun prstan? Fantastično. Jaz pa ne moram pozabiti emaliranja. Se mi zdi, da bom šel en tečaj. Tija, veš kaj? V bistvu sem videla, da je to zlatarstvo en tak zelo širok poklic, ne? Zelo širok. Zlatnih kriglov pa nimate pri nas. Ne?